Spoštovane svetnice in svetniki, jaz ugotavljam, da smo sklepčni, da lahko začnemo z 31. redno sejo Ormoškega občinskega sveta in vas prav lepo vse pozdravljam. Med nami pozdravljam tudi magistra Sebastjana Toplaka, ki bo predstavil celostno prometno strategijo. To je že zadnjič bil med nami, pa odbor, ki bi moral to obravnavati, ni bil sklepčen, tako da bomo danes prisluhnili tej obrazložitvi. Gradivo ste dobili skupaj z vabilom, naknadno še gradivo o delu odborov občinskega sveta in če nima nihče nobene razprave o dnevnem redu, dajem potem dnevni red kot takšen na glasovanje. Ali želi kdo razpravljati? Dobro, prosim potem, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za predlagani dnevni red? Zdaj lahko glasujete. Zdaj bi meni došlo, kdo je za, je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je dnevni red s 13 glasovi za in nobenem proti soglasno potrjen. Prehajamo na točko 2, to je potrditev zapisnika 30. redne seje občinskega sveta skupaj s poročilom o izvršitvi sklepov. Pa prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Prosim, če glasujemo, kdo je za potrditev zapisnika 30. redne seje, je kdo proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 15 svetnic in svetnikov, nihče proti, tako da je zapisnik soglasno sprejet. Prehajamo na točko 3. To je potrditev zapisnika 23. dopisne seje občinskega sveta skupaj s poročilom o izvršitvi sklepov. Pa prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Lahko glasujete. Kdo je za zapisnik 23. dopisne seje, je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je zapisnik soglasno s 16 glasovi za in nobenim proti sprejet. Prehajamo potem še na točko 4, to je potrditev zapisnika 24. dopisne seje občinskega sveta skupaj s poročilom izvršitvi sklepov. To so bila predvsem kadrovska vprašanja na dopisni seja. Prosim, če potrdite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Zdaj lahko glasujete, kdo je za, je kdo proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je zapisnik 24. dopisne seje soglasno z 18 glasovi za in nobenim proti potrjen. Prehajamo na točko 5, to je celostna prometna strategija občine Ormož. Že uvodoma sem med nami pozdravil pripravljalca te strategije, pa bi vas prosil, če se lahko tam na tipki prijavite. Pa imate vključiti ta... Izvolite, gospod magister Toplak, imate besedo. Torej, hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav tudi z moje strani. Zahvaljujem se za vabilo na današnjo sejo in prav tako vabilo pretekli teden na sejo odbora, ki je sicer bil krajši kot načrtovano in se tudi opravičujem, da ste me zdaj, mislim, da že tretjič predstavljali v roku nekaj dni. No, če dovolite, bi preden preidem na sam dokument, mogoče nekako osvežil prijavo vaše občine, na kateri ste uspeli in pridobili sredstva pravzaprav za pripravo te strategije. Šlo je za razpis Ministrstva za okolje in prostor in sicer iz sklada za podnebne spremembe,
katerega cilj je zmanjšanje okoljskih obremenitev iz naslova motoriziranega prometa in pa seveda spostaviti nekako celostno trajnostno načrtovanje prometa v slovenskih občinah. Mi smo torej morali nekako pri pripravi upoštevati izhodišče samega razpisa in zraven tega še smernice Ministrstva za infrastrukturo o pripravi celostnih prometnih strategij. Gre za en dokument, ki je v bistvu prevod evropskih smernic, ki so seveda za nas pravzaprav vodilo in priročnik, ki ga moramo upoštevati, kajti če ne upoštevamo tega, je pravzaprav sam dokument kot takšen potem lahko da tudi sporen in vam, občini, kot bi rekel tisti, ki ga sprejmete, seveda mogoče ne bi omogočal kandidiranje na katera sredstva. No, zdaj, sama strategija je seveda v teh okvirih nekako zelo naravnana k temu, da smo vključevali čim širšo javnost. Pripravljamo pravzaprav to strategijo zdaj že skoraj 1 leto in smo nekako zdaj v zaključku procesa celo nekoliko pospešili, tako da verjamem, da bomo pred rokom končali. Zdaj, kot sem že dejal, vključevanje javnosti, vidim tudi tu kar nekaj, bi rekel, obrazov, ki smo se videvali na javnih razpravah. Zadnja 4. javna razprava bo v sredo, tako da bi izkoristil to priložnost pa vas povabil ob 4. tukaj v gradu Ormož v Rdeči dvorani. Tam bomo bolj detaljno predstavili celostno prometno strategijo in prav tako bojo podeljene nagrade, žreba tistih, ki so sodelovali pri nagradni anketi, tako da bo mestno kolo in pa 2 kolesarske čelade pač bojo prejeli srečne prejemnike, seveda s ciljem nekako promocije kolesarskega prometa. No, če se vrnem k samemu dokumentu, zdaj dejstvo je, da je seveda strategija nek strateški dokument, ki konkretno v tem primeru nekako daje smernice za nek dolgoročni razvoj prometa v vaši občini, torej govorim o nekje letnici 2030, v kateri smeri bi se naj seveda posamezne modalitete, govorim seveda motoriziran promet, hoja, kolesarjenje, javni potniški promet seveda razvijali in kot že rečeno, cilj je seveda zmanjšati okoljske obremenitve na eni strani in seveda na drugi pravzaprav omogočiti nek minimalni prag mobilnosti za vse skupine prebivalcev v vaši občini in hkrati seveda podpreti tiste vaše strateške in cilje in priložnosti tudi z prometom in s prometno strategijo. Tako da nekje znotraj tega smo seveda iskali tiste rešitve, ki bi bile na srednji in dolgi rok za vašo občino seveda primerne in še hkrati sprejemljive iz vidika teh evropskih pač trendov in politik, na osnovi katerih je žal osebni motoriziran promet nekako seveda bi rekel na nekem stranskem tiru, ampak kljub temu menim, da smo našli neko primerno ravnotežje in tudi recimo pustili not nekaj teh strateških infrastrukturnih projektov za vašo občino, ki jih sicer, če bi jih recimo tehtali samo iz vidika nekak motoriziranega prometa, zelo težko recimo zagovarjali. Zdaj, strategija ima nekako 5 ključnih strateških ciljev, ki bi jih mogoče samo naštel. Izboljšanje prometne varnosti je nek splošni cilj, ki ga je potrebno zasledovati zmeraj in stalno. Poleg te, bi rekel, fizične občutene prometne varnosti je pomembna ta subjektivna, ki jo tukaj tudi posebej izpostavljamo. Torej, če se mi ne počutimo varne, kot pešec, kot kolesar, ne bomo kolesarili, ne pustimo otrok v šolo, peš in podobno, zato moramo tudi na tem seveda marsikaj postoriti in tudi že, bi rekel, izgrajeno infrastrukturo seveda pretehtati, ali je res primerna, ali daje nek občutek varnosti in dejansko zagotavlja varnost za te ranljive udeležence. Potem je naslednji strateški cilj zagotavljanje mobilnosti ranljivih skupin, to je tudi pomembna prioriteta pravzaprav strateških dokumentov. Seveda, bi rekel, začnemo pri invalidih, bi rekel, senzorno, gibalno oviranih, starejših, nenazadnje tudi otrocih. Javni prostor je seveda treba prilagajati tem skupinam in s tem omogočati pravzaprav neko prosto mobilnost. Seveda gre za neke, bi rekel, dolgoročne cilje, ki jih pač postopoma skušamo dosegati. Potem je naslednji cilj uravnoteženje potovalnih navad.
Torej, mi se zavedamo in smo to tudi nekako jasno večkrat tudi poudarili, ne, da je seveda občina Ormož precej razgibana, razpršena poselitev in da seveda ni mogoče pravzaprav pokriti mobilnosti v celoti seveda s kolesarskim prometom, hojo ali pa tudi javnim potniškim prometom. Torej, vemo, da bo osebni avtomobil tudi v prihodnje tisti ključni za, bi rekel, mobilnost. Je pa tudi tukaj nekaj trendov, kot vidimo, ne, ki grejo v to smer, da tudi osebni avtomobili več ne bojo tako problematični iz okoljskega vidika in seveda tudi elektromobilnost in podobno gre v tej smeri, da se bo to tudi zagotovo nekako spreminjalo na boljše. Potem imamo seveda nekako postopno izboljšanje dostopnosti krajevnih središč za kolesarski promet in pa, bi rekel, okolju prijazno avtomobilski promet in pa seveda dvig privlačnosti prometnih površin za ljudi v mestu in pa seveda v vseh krajevnih središčih. Bom rekel, zdaj v ta ukrep in pa ta strateški cilj smo tudi nekako dali recimo potrebo po izgradnji te nove ceste recimo v smeri proti Ptuju, kajti šele razbremenitev obstoječih, bi rekel, tokov, ki gredo čez te krajevna ali pa mestna središča, krajevna središča, bo šele omogočilo to, da te naredimo prijaznejše za ljudi, ki tam bivajo in za ostalo mehko mobilnost. Tako da tukaj nekje naslanjamo potrebo po izgradnji te recimo ceste. No, zdaj obstaja še vedno se, bi rekel, širši cilji, ki jih mogoče zdaj ne bi posebej poudaril, kajti vi boste kot občina primorani 5 let seveda poročati Ministrstvu za okolje in prostor, ne, kako se realizirajo ukrepi, ki so v tej strategiji in če so cilji, ki so bili zastavljeni, seveda, če se dosegajo ali ne. Tu smo določili določene kazalnike, ki so, bi rekel, racionalni in bodo dokaj, bi rekel, preprosto bo jih možno zbirati, tako da tukaj nismo naredili nekih preglavec sami občinski upravi, na eni strani in na drugi pa so dokaj eksaktni in bi znali dati rezultate, ne, tiste, ki si jih nekako vsi skupaj želimo. Zdaj, konkretnejši ukrepi so potem razvrščeni v 5 stebrov in mi rečemo, ne, en je horizontalen, to je celostno načrtovanje mobilnosti in 4 vertikalne. Ti 4 vertikalne pravzaprav pa zavzemajo 4 oblike mobilnosti. Prej sem že nekako poudaril hojo, kolesarski promet, javni potniški promet in pa seveda motoriziran promet. Znotraj posameznega stebra smo nekako ključne prioritete zasnovali. Bi pa poudaril seveda, da gre za, bi rekel, neko zaslombo, lahko bi rekli dežnik, iz katerega bo seveda možno ali se prijavljati na razpise ali pa seveda pripravljati konkretnejše izvedbene načrte. Sama strategija seveda teh praviloma ne vključuje, ne, kajti če bi šli na to ravno, kar niti ni cilj strateškega dokumenta, seveda se hitro lahko ujamemo v zanko, da smo 3-4 projekte predvideli, 5. ali pa 6. pa ne, ki se bo mogoče tudi pokazal čez čas kot bolj smiselni ali pa bo kakšen razpis, ki bi bil za njega primernejši in je skoraj nemogoče zdaj vse ukrepe, ne, tukaj našteti. Torej, mi smo splošne ukrepe, iz katerega potem pa lahko prijavljate projekte, recimo različne, ne, zasnovali in menimo, da je to pač nekako pravi pristop. Do zdaj smo tudi že kar nekaj takšnih, bi rekel, celostnih prometnih strategij pripravili in izkušnje kažejo, da je to nekako prava smer. Tako da mogoče toliko v uvodu, pa če še bo kako vprašanje, z veseljem odgovorim. Hvala lepa, verjetno, da bodo kakšna vprašanja, glede na to, kako so bila tudi na okroglih mizah. Torej, jaz bi, predno vam dam besedo, samo želel poudariti dvoje. Rad bi povedal, da je občina Ormož teritorijalno še vedno velika občina, tretja po velikosti med 41 občinami v Spodnjem Podravju, po številu prebivalcev pa 4. Pomeni, da je naseljenost na našem področju manjša kot v drugih občinah. Pomeni pa, da imamo na področju občine Ormož okrog 400 km krajevnih cest in pa k temu še 80 km lokalnih cest. Nekaj tu je predlogov za kategorizacijo, ki bi jo želeli v nadaljevanju. Verjetno v tem letu več ne bo časa za to, ampak naslednjo leto speljate in se bo ta številka približala tam približno 500
500 km, to je seveda veliko cestno mrežje. Zdaj, kaj jaz sam si od te strategije v tem trenutku pričakujem, je seveda najverjetneje to, da bo v naslednji finančni perspektivi, ki se bo začela v obdobju 2021-2027, ponovno možnost financiranja prometne infrastrukture iz evropske virov, iz evropske kohezijskih sredstev. To se vsi pravzaprav županje spodnjega Podravja prizadevamo in jaz upam, da bodo naši pogajalci tudi dosegli, da bo tudi ponovno ta način financiranja, kot smo ga v prejšnji finančni perspektivi že imeli, da bo vrnjen kot možnost. Slovenija bo sicer dobila nekaj manj sredstev, kot je to bilo v pretekli dve finančni obdobji, ampak še vedno nekaj več kot 3 milijarde evrov, ki bo potem pač razdelila. Jaz upam, da na dve kohezivni regiji, tako kot je to v tem trenutku Slovenija razdeljena. Se pravi, pripravlja se nekaj za naprej, predvsem pa je sve poudarek, to, kar bi tudi mi želeli, da bi se bolj aktivno pristopilo k urejanju kolesarskih poti. In tu je pravzaprav ena velika rezerva tudi pri nas v naši občini. Torej odpiram razpravo. Zdaj odbor, delovno telo, ki je moralo to obravnavati, ni bilo sklepčno, tako da nimamo poročila. Noben odbor tega ni obravnaval, tako da kdo želi besedo, sprašujem. Prosim, gospod Novak. Podžupan, izvolite. Ja, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim, pa seveda tudi gospodu Toplaku. Jaz bi samo eno rekel, v sredo je zadnja razprava okrog te strategije. Zdaj nekateri iz objektivnih razlogov ne bomo mogli biti tam. Pa bi predlagal, da bi mogoče vi tu le kakšno konkretno zadevo ali kakšen konkretni del iz te strategije izpostavil, da bi vedeli, kaj je pa tisto, kot pravim, opredeljeno tako, drugače, v kateri smeri, kam in tako dalje in tako naprej. To, da se bomo lahko prijavljali na posamezne projekte, to je seveda ena zadeva, ki pa je vezana na sredstva, tako kot je gospod župan povedal. Res je, da zdaj v tej koheziji ali v tem predlogu za naslednjo obdobje je predvideno, da bi najvzhodni del Slovenije dobil nekaj več sredstev, tako da bo mogoče možno kaj več počrpati iz tega. Še enkrat pa bi predlagal, vi ste zdaj danes tukaj nam predstavil še enkrat cilje, pa malo govoril o stebrih. Še enkrat pa pravim konkretno, da bi rekel, to pa je rešitev, to pa predlagamo, to pa nismo slišali. To bo najverjetneje povedano v sredo, iz objektivnih razlogov pa vsi ne bomo mogli biti tam. Mi pa imamo danes na dnevnem redu sprejem strategije. Dokončen, večen, za večne cvete, amen. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja se je prijavila k besedi gospa Ivanoša. Ja, jaz pa bi imela eno vprašanje, glede na to, da je bilo rečeno, da bo potrebno 5 let poročati ministrstvu o uresničevanju ukrepov. In glede na to, da so bili to predlagani splošni ukrepi brez konkretnih rešitev, kako si to predstavljate, kako bo, na podlagi česa bo uspešnost oziroma neuspešnost ocenjena, oziroma se bo v posameznih projektih poročalo ali bo. Skratka, zanima me, če ni zdaj notri določenih konkretnih rešitev, kaj bomo sploh poročali potem naprej. Hvala. Hvala lepa. O tem bom mogoče tudi jaz lahko kaj rekel, kako si predstavljam. Gospod Šumenjak. Ja, hvala, lep pozdrav. Zdaj, glede na razpravo na zadnji javni predstavitvi, pač ne vidim tistih rešitev, ki so bile tam izpostavljene. Mogla bi biti neka jasna rešitev, tako kot je bilo rečeno. Zdaj, mi smo tam rekli, da bi bilo treba v prvi vrsti
ker je Ormož tako urbano središče, ki je praktično najbolj pomembno glede kakšne prometne strategije, če že je prometna strategija, ne, ker zdaj smo tako same strategije pisali, pa rešitev pa je bore malo. Ne. Ampak mi smo rekli takrat, da se je treba na nek način urediti oziroma strategijo predvideti to kmetijsko in pa težko gradbeno mehanizacijo iz mesta Ormož. Zdaj iz vzhodnega dela proti zahodu, pa iz zahoda proti vzhodu, vsa kmetijska mehanizacija, vsa strojna mehanizacija težka gre skozi center mesta. Ne. Mi imamo tu zdaj recimo bioplinarno, vso gnašnico nam vozijo skozi center. Tako da tega ne vidim. Ne. Potem povezava recimo severnega dela mesta na obvoznico. Mi imamo samo 2 priključka na obvoznico. Ne. Tu v sredini eden manjka. In pa potem neki rondo ali nekaj tam gor, da bi se dalo priti iz obvoznice v središče mesta, pa da bi se dalo priti iz središča mesta, pa z Dobrave, pa z tistih delov dol na obvoznico, da ne bi bilo treba iti skozi mesto. Ne. Tako da, recimo, če pogledate smeti, ne. Smeti vozimo zdaj, ker v Ormožu pač nemamo več odlagališča, oziroma imamo neki zbirni center, od tam se pa to vozi. Vozi se vse skozi center. Ne. Tega nismo rešili. Vse jaz ne vidim rešitve nobene v tem, kar ste pripravili. Ne. Zdaj, če je strategija zaradi strategije, potem je jasno. Če pa je strategija za to, da se nekaj uredi, potem pa je treba nekaj predvideti v tej strategiji. Ne. Mi se zadnje cajte obadamo s to našo ljubo Dravo. Nam je železnica odrezala Dravo od mesta, nekde je to bilo pobočje do Drave, ni bilo te trase. Ne. Premalo smo ambiciozni pri vseh teh projektih, strategijah. Ne. Tu bi se dalo predvideti tudi nazaj, da se pobočje uredi vse na razdaljeni 100 metrov, ne, se naredi galerija ali pa tunelska izvedba železnice, pa imamo nazaj dostop do Drave. To je sicer draga zadeva, ampak tako pravi, ne, moramo imeti neke projekte, ki so bolj perspektivni in pa bolj neka udarni, kot pa to, da pač nekaj napišemo, zato da napišemo, če bo kaj bo, če pa ne, pa je tudi dobro. Ne. Tako da teh stvari jaz pogrešam v tej strategiji. Ne. Rešitve konkretne za samo mesto, ker samo mesto je tisti urbani del občine, Ormož je edino mesto praktično v celi občini, ne, ki pravzaprav nima rešenih določenih prometnih situacij. Tako kot sem rekel, vse gre skozi center. Ne. Druga mesta se zapirajo v centrih, mi pa pač imamo skozi sam center ves promet, ki ne more po obvoznici zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Razlogov je pa dosti. Mi imamo mehanizacije, pa strojne mehanizacije, te gradbene, pa kmetijske mehanizacije kar precej. Ne. Vredo, še naprej. Gospod Trstenek. Ja, hvala lepa za besedo in vsem skupaj en lep pozdrav. Mene veseli, da je ta strategija prometa za Ormož prišla, sicer mogoče malo pozneje, pa da je tu nekaj oblikovana približno v 12 letih, kajte zdaj smo 2018, tu pa vidim, da je do 2030. Zdaj, kaj če jim povedate, strategija občine Ormož, malo zgodovino, je bila kar dobro zasnovana, pa nismo šli, tako je gospod podžupan rekel, Branko Šumenjak, pravi, strategija se pač piše. Upajmo, da bo ta strategija, ki bo danes tu sklepom sprejeta, da bo tudi veljava do 2030. Vede, kakva strategija, fajn smo imeli narejeno, to je bilo nekaj približno 98. leta 2000. Plato ob obvoznice, na Lento carinski terminal, brez južne variante obvoznice ne bi trebalo biti, ker bi šel ves promet, se pravi severno od Ormoža in potem na Hrvaško. Od tega ni bilo čisto nič. Še manj ni bilo niti tiste osnove dovoza, se pravi niti obvoznice ni bilo. Še danes ni narejena, danes se pogovarjamo o obvoznici, hitri cesti ali kajkoli, Ormož, Gorišnica, Hajdina in veste kaj, kdaj jaz tam vidim 2 milijona
zagotovljenih sredstev od projekta, ki je vreden čez 100 000 evrov, potem sem vam danes tu povedal vse. Se pravi, nič ne bomo delali, ali pa zelo malo. Malo bomo klestili to TV-je, malo bomo šodra navozili in to bo vse. Zavajanje ljudi, nič drugo. Nič drugo. Od 2 milijona pa za 100 milijonov, ki je projekt vreden, kaj bomo mi naredili? Tako smo naredili tam za časa, kdaj so bili investitorji Primorje, pa Vegrad, glih tako bomo danes naredili. Dokler mi ne bomo imeli vse tam zagotovljenih v celoti sredstev, potem se nimamo kaj pogovarjati. Zato se bojim, da bo ta strategija, ki bo danes tu napisana ali pa sklepom sprejeta, da bo tudi šla ali pa bo pozneje tudi izumrla. To se bojim. Je pa res tako, je gospod Branko rekel, ponavadi vse iz mesta, ves promet gre ven, se mesta zaperejo, se pravi, se naredijo določene parkirni prostori, se tam parkira in pač peš ali pa z malimi vlakajci ali pa kakšnimi mobilnimi avtomobili do centra mesta. To bi jaz videl, da bi to bil neka strategija in tudi neka dobra poteza za našo občino. Kajti mi smo male, koncev vemo, kajkoli bo se dogajalo s te južne voznice, še vsi, kako bomo del prometa imeli speljanega, se pravi severa in vzhoda čez mesto. In vprašanje, kaj bomo rešili. Vprašanje. Če pa bo, seveda pa bom se vsekakor veselil tega uspeha, kajti v teh 20 letih ali pa 25 se na žalost ni premaknilo, kar se samega centra tiče Ormoža, skoraj nič. Kajti koncev vemo, da traktorji in vlečna vozila ne smejo na uvoznico, se ne smejo pelati, niti biciklisti, niti mopedisti, do 50 kubikov, se pravi, smo omejeni, vse na center. Vse mora iti skozi center. Tako da bo treba to dobro potez narediti, se res dobro premisliti, res dati to, da se tu ljudje pogledajo, da si vidijo in mogoče pozneje kakšne dobre stvari sprejeti in jih tudi realizirati, ker to je najbolj pomembno. Hvala lepa. Dobro, to je vse res, samo zdaj da ne bomo razpravljali o tistih zadevah, ki niso stvar te strategije. Treba povedati, kaj je bilo v preteklosti. Ja, ampak tisti ne slišijo, ki bi mogli to slišati. Še naprej se je prijavila gospa Jožica Megla. Ja, lepo zdrav vsem, pa hvala za besedo. Jaz bi samo mogoče eno pripombo imela. Mi bi mogli podpreti tudi te, ki se borijo tam v Spuhli za ukinitev tega tranzitnega prometa. Mi, ki živimo ob tej cesti Ptuj-Ormož, ta cesta je strašno obremenjena. To vozijo tovornjaki, šleparji, tako da včasih komaj prideš čez cesto. Tako da bi se tej inicijativi tudi mi mogli pridružiti in jih podpreti, da bi se ta predvsem tranzit speljal na avtoceste. Ker tranzit, ne vem, po tej ozki cesti zelo nevarno je živeti ob tej cesti. Tako da bi to v to strategijo tudi izpadalo. Hvala lepa. V redu, še kdo? Vkolikor ne, lahko kaj odgovorite, vas bom še enkrat priključil. Izvolite. Hvala za besedo. Hvala tudi za vprašanje. Samo malo. Torej, hvala za besedo. In vprašanje, jaz jih vse razumem, tako ali pa dileme, ne. Zdaj sicer pri določenih zadevah vseeno bom sicer jih zdaj prebral dobesedno, ne, če je potrebno, ker so določene stvari napisane not in mogoče ne razumem točno. Recimo, če gremo mogoče od zadaj naprej, zdaj kar se tiče samega realizacije strategije. Torej, jaz razumem nekako negativno konotacijo na nek strateški dokument, ker so občine pač v zadnjih letih kar nekaj takih strateških dokumentov sprejele in sprejemale, ne, tako da sicer smo mi za en pripravljalec teh dokumentov, recimo, da razumem, ne. Dokument bi vam naj omogočil torej nek potencial za prijavo na projekte. Žal so zdaj bile v ospredju mestne občine, ne, ampak brez sprejete celostne prometne strategije se ni mogla ne mestna občina prijaviti na kar številne projekte, ki so jih pač one imele veliko več na razpolago kot ne mestne.
In v prihodnje bo tudi ta dokument pravzaprav spet osnova, ne. In zdaj zakaj, ne? Vse ne gre zdaj, da bi si nekdo izmislil ali pa da bi rekel, to je pa za nek pomemben dokument, ampak gre iz tega, da občina kot taka pač prepozna neke ključne strateške usmeritve in ti morajo biti v skladu z nekimi smernicami Evropske unije, ne, in seveda šele takrat, ko to prepoznaš, identificiraš in določiš in si zastaviš neke dolgoročne in tudi srednjeročne cilje, seveda lahko potem prideš pa reče, zdaj bi pa jaz s tem projektom kandidiral, ker je v skladu z nekimi usmeritvami vaše občine in istih iskov, ne boste gasili požara in skakali enkrat levo, enkrat desno in se tudi recimo učinki teh ukrepov praviloma potem ne seveda en druge izključujejo. Zdaj seveda bolj podrobnejša predstavitev je pač stvar debate, jaz lahko bi bil na začetku seveda šel tudi v sam posamezni steber in zadeve konkretne predstavljal, bi pa samo mogoče zdaj nekaj od teh recimo poudarkov, ne, ki so nekako manjkali, ne, ali pa pravite, da niso not, ne, jih izpostavil. Ne. Torej, preusmeritev prometa traktor in pa kmetijske mehanizacije skozi središče mesta je not v ukrepu racionalni motoriziran promet. Drugi ukrep, ne, jasno opredeljen in napisan in tudi delamo izjemo, ker še delamo podrobnejšo študijo na to temo, ki ni predmet strategije. Jo delamo ločeno, zato da boste imeli kot občina dokument, ki boste lahko z njim nekako skušali prepričati seveda upravljalca ceste, to je direkcijo, da bo razumela to problematiko in skušala pač nekako prisluhniti te vaši pobudi in potrebi, ki menimo, da je upravičena in zato tudi to izdelujemo. Potem preučitev dodatne navezave na obvoznico za potrebe izvoza interventnih vozil, zaenkrat je na tej ravni. Morate razumeti, da ne moreš na eni, recimo 5 let nazaj reči, potrebujem obvoznico za daljinski promet, potem pa na obvoznico zahtevati na vsakih ne vem koliko razdalje križišča, nivojska, ker to potem več ni obvoznica. Ne? In ni tako enostavno verjetno prepričati spet upravljalca in pa investitora, ki je v tem primeru seveda državna cesta, da bi to, bi rekel, šel, zato smo dali preučitev dodatne navezave, z nekim postopnim, bi rekel, pristopom, pač verjamemo, da bi tudi v tej smeri se dalo kaj doseči, ampak seveda, kot rečeno, verjetno nek srednji ali pa daljši rok. Zdaj, to mogoče na temo tega motoriziranega prometa, kot sem dejal, je tudi not izgradnja te ceste, ki je bila omenjena v smeri proti Ptuju in seveda bi rekel še kar nekaj teh ukrepov, ki nekako to potrebo po mobilnosti z osebnim avtomobilom še stalno na primerni ravni nekako zagotavljajo, ne, kljub temu, da so globalne usmeritve pa precej proti avtomobilskemu prometu, to je treba vedeti. Ne. Zdaj, prej je bila omenjena, bi rekel, ta prekinitev, ne, železniška proga prekinila nekako ta stik z Dravo. Tega se tudi mi zavedamo, smo tudi takoj začutili. Tu so ukrepi konkretno not, recimo v stebru hoja, imate ukrepi navezave na in spostavitev in ponovno obuditev peš poti vzdolž Drave in hkrati ob, bi rekel, dravski kolesarski poti, ki se pravkar projektira. In tudi so možne navezave, ne, kajti tudi recimo večkrat smo razpravljali o tem, da sigurno je en velik potencial ta dravska kolesarska pot. Verjamemo, da bo se v nekem doglednem času dejansko sprovedla, predvsem država se nekako zavezala. Seveda, če pa želite recimo te popotnike in kolesarje in turiste tukaj tudi vstaviti, je pa treba imeti neke navezave, izhode v mesto ali pa povezave z mestom. In seveda zato smo nekako tukaj 4 neke prehode, ki so nekako izvedljivi in potencialno na nekem spet govorim na srednji in daljši rok seveda izvedljivi, predvideli v ukrepih. Ne, in hkrati recimo izboljšanje dostopnosti do železniške postaje s tem in podobno. Torej, gre za neke izhodišča, ki bojo podlaga šele, ne, da boste se vi kot občina lahko recimo nekako pogovarjali recimo konkretno pri dravski kolesarski poti. Ne, da se še tukaj peš promet vključi vzporedno in podobno. Ne. Zdaj bilo je nekako omenjeno, kaj so cilji, kdo bo to meril oziroma kako bomo sploh vedeli, če smo kaj dosegli. Ne. Tu je, kot sem prej dejal, tistih 5 ključnih stebrov. Ne. In zdaj konkretno, če dam prvega, je bila prometna varnost, če se spomnite,
Mi imamo podatke, seveda, statistične o 5-letnem obdobju prometne varnosti, o številu nesreč, številu mrtvih, težje in lažje poškodovanih. In seveda ob koncu 5-letnega obdobja se bo zadnja 2 leti nekako vzeli kot prerez in seveda cilj je, imamo zapisane, pač za vizija nič je, mogoče se sliši, pač bi rekel neka evropska usmeritev, ne, nič smrtnih žrtev, to je cilj. Seveda, če ga občina bo dosegla, nekako bomo vsi veseli, ne. Če pa ne, pa seveda tudi nič ni narobe, ne. Zavede se, skuša se ugotoviti, kaj je bil razlog, če je razlog infrastruktura, torej razlogi, ki na njih lahko vplivamo, seveda se bo to zaznalo in bojo se skušale neke pomanjkljivosti odpravljati, če so drugi razlogi, seveda to ni zdaj neka taka negativnost, da bi občina zaradi tega, recimo, bili so tudi pomisleki, da bi izgubili ta sredstva, ne, ki ste prejeli za izdelavo te celostne prometne strategije, če se ti cilji ne bi dosegali, temu ni tako, ne. In tudi pri ostalih ukrepih je dosti vezano na manjšo anketo, ne, ki smo že zdaj izvajali, občani, občanke so ocenjevali kakovost določenih rešitev, recimo, kako so zadovoljni z ureditvijo pločnikov in peš površin in to bo se čez 5 let ponovilo in seveda tam so neki cilji, da bi se ocena izboljšala, ne. Seveda pa imate vi sami že v teh NRP-jih in tako naprej številne projekte, recimo izgradnje pločnikov, ki smo jih mi zdaj pokrili, podprli in upamo, da boste mogoče še na katerem razpisu, še pred to, bi rekel, naslednje perspektivo uspešni in boste lahko katerega od teh pločnikov sfinancirali z tega vira, ne. Tako da nekako v tem duhu, je dokument pripravljen, ne. Hvala. Hvala lepa, to sem tudi jaz uvodoma omenil, da bo ta strategija pač služila kot dokument, ki ga se bo v naslednji ali pa pri razpisi, pa v naslednji finančni perspektivi zahtevalo, če se bo občina hotela prijavljati na razne razpise, vkolikor seveda ti razpisi bojo. Sicer pa, gledajte, strategija je seveda in pa kar bo iz tega sledilo, odvisno od tega, koliko bomo imeli finančni virov in za kakšne prioritete se bomo z razpoložljivimi finančnimi viri odločili. Prek tega seveda ne bo šlo. Ne bo moglo iti. Še želi kdo o tem besedo? Vkolikor ni več prijavljene, dajem jaz potem sklep, ki ga imamo zapisanega na strani 35. Se glasi: Občinski svet Ormož sprejme celostno prometno strategijo občine Ormož. Pa prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Prosim, če glasujete, kdo je za sklep, je kdo proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je sklep bil z 18 glasovi za in nobenim proti soglasno potrjen. Jaz vam zahvaljujem za danes, pa se potem vidimo v sredo na tej zadnji delavnici. Hvala lepa. Mi pa prehajamo na točko 5. Na točko 6. To je predlog odloka o spremembo odloka o proračunu občine Ormož v letu 2018. Naj samo uvodoma v 2 stavki povem, da je odlok, spremembo odloka, se pravi rebalans, bil obravnavan na seji delovnih teles v sredo. 2 delovne telesi nista bile sklepčne, na ostale pa se je kar intenzivna razprava razvila. Na sam rebalans ni vložen noben amandma, tako da bomo samo podali še enkrat obrazložitev, pa potem bom dal možnost obrazložiti, pa glasujem, bomo glasovali. Gospod Čerot bo natančno podal, kaj so spremembe v tem rebalansu. Jaz bom pa samo uvodoma rekel, da sem zelo vesel, da se tudi na prihodkovni strani, tokrat pri rebalansu, nekateri prihodki povečujejo, kot je na primer prihodek od komunalnega prispevka, potem davek na promet nepremičnin in daril, celo davek od iger na srečo. To sve pomeni, da se tudi v občini Ormož začenja poznati neka gospodarska rast. Na drugi strani pa se poleg nekih postavk, ki jih povečujemo,
tudi nekatere postavke, ki predstavljajo socialne transfere, zmanjšujejo. Tako se zmanjšuje prispevek, ki ga občina mora dajati za vrtce, potem prispevek, ki ga občina mora plačevati kot subvencijo pri starejši občane, potem pri subvenciji za stanarine, zmanjšuje se celo prispevek, ki ga občina mora plačevati za nezaposlene, ki so preko občine zdravstveno zavarovane, in lahko rečem, da je po letu 2008 prvič ta številka nezaposlene padla pod številko 300 v tem mesecu, celo pod številko 290. Tako da gospodarska rast, gospodarstvo, oživljanje se torej pozna tudi na teh postavkah, in če to deluje kot sistem veznih posod, se pravi na eni strani povečane prihodke od gospodarske aktivnosti, na drugi strani zmanjšani odhodki zaradi večje socialne varnosti, ki je ustvarjena skozi to, da so pač ljudje zaposleni in da sami participirajo k različnim blagajnam v tej državi. Neke postavke na novo uvedene v rebalansu, bodo povedane katere in pa zakaj, nekaj pa smo jih tudi povečali, ker se projekti zaključujejo in so se pač tekom izvajanja teh projektov pojavile neke višje cene na načrtovanih investicij. Nekaj investicij pa se tudi zmanjšuje, zato ker vidimo, da do konca leta ta predvidena realizacija ne bo dosežena. Tako da vkako dodatno zadolževanje se z rebalansom ne posega. Poprosim, gospod Čerat, če podate na kratko to dodatno obrazložitev. Zdaj predlog drugega rebalansa za letošnje leto je objavljen v poročevalcu številka 7 za dne 4.10. in pa na spletni strani občine Ormož. Zdaj razloge je župan že povedal. Če podelam prvo prihodke, v bilanci prihodkov in odhodkov, pri davčnih prihodkih se ti povečuje za 55.000 evrov, od tega davki na premoženje za 7.000 evrov in pa domači davki na blago in storitve za 48.000 evrov. Pri nedavčnih prihodkih se ti povečuje za 57.000 evrov, udeležba dobička in dohodka od premoženja za 30.000 evrov in pa drugi nedavčni prihodki za 26.000 evrov. Prejete donacije se povečuje za 30.000 evrov, iz načrtovanih 10 na 40.000 evrov. Transferni prihodki se pa povečuje za slabih 32.000 evrov, od tega gozdne ceste za posekan les za 14.000 evrov, to je prihodek na računa lanskega leta, družinski pomočnik, to, kar sofinancira država, 5.000 evrov in pa subvencije starin za 12.200 evrov. To vse za lansko leto poračune. Odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov, če pogledamo po posameznih finančnih načrtih oziroma oddelkih, pri občinskem svetu se sredstvo povečuje za 10.000 evrov, od tega 4.000 evrov je potrebno dodatno zagotoviti za lokalne volitve in pa 6.600 evrov za prireditve. Pri splošnih zadevah se zmanjšujejo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in pa materialni stroški z vzdrževanjem občinske uprave, tako da se skupaj odhodki zmanjšajo v tem oddelku oziroma finančnem načrtu za slabih 7.000 evrov. Pri družbeni dejavnosti je te sprememb nekoliko več, skupaj se odhodki zmanjšujejo za slabih 35.000 evrov. Če pogledamo malo po posameznih postavkah oziroma namenih, zavarovanje brezposelnih oseb se zmanjšuje za 4.000 evrov, gleda bo še večje zmanjšanje do konca leta, ker ko smo delali rebalančne podatke za september nismo imeli. Potem pri mrliško-ogledni službi pa malo drugače, za obdukcije in pa mrliško-ogled je potrebno zagotoviti 1.675 evrov, kajti sredstva, ki so bila planirana, do sedaj so že večinoma porabljena, so pa še 2 meseca pa pol do konca leta. Potem pri zunanjih športnih objektih zagotavljamo dodatnih 4.500 evrov, to je za eno investicijo v Venkovci za pokritje njihovega kontejnerja, kjer imajo not tuše in pa sanitarije. Potem za nogometno igrišče Ormož se zagotavlja dodatnih 120.000 evrov, 30.000 evrov je bilo pridobljenih od nogometne zveze za sofinanciranje objektov od tega. Potem oskrba otrok v domačih vrtcih se odhodke zmanjšajo za slabih 55.000 evrov. Razlogi za zmanjšanje so pri tem, da so šole oziroma vrtci nekoliko več planirali, kot je bo dejansko potrebno. Zdaj pri ob rebalansu drugem smo naredili ponovni presek oziroma preresni oceno do konca leta, tako da smo te odhodke zmanjšali. Pri investicijskih vlaganjih v vrtci zagotavljamo dodatnih 5.300 evrov.
za izgradnjo prizidka v vrtcu v Ivankovcih se sredstva v letošnjem letu zmanjšajo za 96 000 evrov. Gre za dvoletni projekt. Zdaj zaključek projekta je predviden drugo leto. Investitor je nekoliko kasneje začel z samo investicijo, ki je bilo načrtovano, zdaj tega je ta zamik v 2019. Potem se zagotavljajo sredstva za plačilo članarine v ustanovi dr. Antona Trstenika v višini 1500 evrov. Sredstva za izplačilo družinskega pomočnika se povečujejo, zdaj imamo proti koncu leta enega družinskega pomočnika več in pa oskrbe v domovih se zmanjšuje za 16 000 evrov. V oddelku za finance plačilo obresti se zmanjša za slabih 2000 evrov in pa za splošno proračunsko rezervacijo planiramo dodatnih 54 000 evrov. Ta splošna proračunska rezervacija je bila skoraj do sedaj porabljena. Zdaj proti koncu leta bodo prišlo do zaključevanja teh investicij oziroma projektov, mogoče bo še kaj potrebno, če bo potrebno uporabljeno, če pa se pač ta sredstva ostanejo neporabljena. Tako da se v oddelku za finance sredstva povečajo za 52 000 evrov. V oddelku za gospodarske dejavnosti se sredstva oziroma odhodki povečajo za 156 000 evrov. Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti pri projektu prenova stare komunale za potrebe hostla, tržnice in pa prostorov za koš. Nekaj je dodatno za opremo se zagotavlja in pa za ureditev okolice in zaključek same investicije. Potem je bilo načrtovano, da v letošnjem letu odkupimo objekt v mestni grabi. Do tega ne bo prišlo zaradi tega, ker ni prišlo do soglasja z medobčinsko zvezo upokojencev, ki bi naj te prostore pridobila za zamenjavo. Potem se zmanjšajo sredstva za javna dela v zavodih in društvih. Tu smo planirali oziroma skladili proračunsko postavko v skladu z podpisanimi pogodbami, tako da ta sredstva zmanjšamo za 5000 evrov. Potem delne prostitve za komunalni prispevek. Imeli smo planirali 70 000 evrov. Do zdaj smo obravnavali eno vlogo, ki je tudi bila na občinskem svetu, mislim, da nekje okrog 17 000 evrov, mogoče malo manj, tako da pustili smo še 35 000 evrov do konca leta, mogoče bo porabljeno, če ne pa bo ta sredstva ostala neporabljena. Potem za odkupe prostorov za mrežni podjetniški inkubator je bilo planirano 142 000 evrov, z rebalansom se zagotavlja dodatnih 140 000 evrov. Zdaj vse skupaj odvisno od postopkov oziroma da bo občina pač stopila v sam ta nakup, mogoče bo letos, mogoče drugo leto, trenutne cena 282 000 evrov, ki je potrebno zagotoviti za odkup tega objekta. Potem kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem, planiranih je bilo 48 000 evrov za izdelavo projektne dokumentacije, razne študije, geološke raziskave in pa odkupe zemljišč. Zdaj v konec oktobra bo sestanek z lastniki zemljišč in pa z zainteresirano javnostjo in takrat bo se pač reklo več okrog tega projekta za prihodnje leto. Tako da izdeluje se trenutno neka idejna zasnova oziroma projektna dokumentacija, ki bo predstavljena na tem sestanku. Pri Mestnem vinogradu se zagotavlja dodatnih 6340 evrov. Gre za odkup tam enega objekta, starejšega, manjšega, v višini 6340 evrov, kar bi se potem uredilo oziroma bi se bila boljša v pogledu oziroma celota te brežine. In pa Pošta Slovenije ponudila odkup enega stanovanja v Poštni ulici, to je pri Pošti v Ormožu, za kar zagotavljamo 11 000 evrov. Oddelek za okolje in prostor se odhodki zmanjšajo za dobrih 390 000 evrov. Za ris označb na cesta se zagotavlja 4 000 evrov dodatnih. Potem je tu dvoletni projekt izgradnja kanalizacije, pločnika in pa javne razsvetljave v Podgorcih. Zdaj investitor še ni začel z deli, načrtovano je, da bi naj se začelo v letošnjem letu, tako da smo po usklajevanju z investitorjem oziroma z izvajalcem del uskladili to proračunsko postavko za pločnik in pa kanalizacijo ter pa javno razsvetljavo. Bi v letošnjem letu ne plačali okrog 200 000 evrov, ostalo pa se pol prenese v prihodnje leto. V letošnjem letu je bila tudi načrtovana nadgradnja zbirnega centra Dobrava. Na tej postavki je bilo cirka 400 000 evrov, ki smo že delno z veljavnim proračunom prerazporedili med letom na druge proračunske postavke, ker je to bilo potrebno. Zdaj z rebalansom se ta vrednost projekta zmanjšuje na 19 400 evrov, kjer je za dokumentacijo in pa neke storitve, ki so potrebne za pričetek oziroma da bo se lahko pristopilo k pripravi javnega razpisa za izbor izvajalca za nadgradnjo tega zbirnega centra, kar se pa potem načrtuje v prihodnjem letu sama izvedba tega projekta. Zaključen je bil tudi razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. Načrtovali smo 50 000 evrov.
Porabljenih bo cirka 35 tisoč evrov, če bodo seveda vsi ti, ki so se prijavili na javni razpis, še pač v določenih primerih dopolnili svoje vloge z raznimi dokazili, kot je recimo dokazilo plačilo, kanalizacije oziroma čistilne naprave, potem te meritve in pa podobno. Potem za izgradnjo male komunalne čistilne naprave Pušenci je bilo planiranih 44.800 evrov. Tu so še v postopku pridobivanja raznih soglasij oziroma dovoljenj, tako da se realizacija tega projekta zamika v 2019. Pri lanski in pa urbanistični dokumentaciji je bilo planiranih 30.000 evrov, realizacija bo nekje slabih 9.000 evrov, neke potrebe več ni v letošnjem letu, tako da smo to postavko zmanjšali za 20.000 evrov. Potem za vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov se zagotavlja dodatnih 6.700 evrov, to je postavka, ki je bila podpisana po letošnji koncesiji za oskrbo s pitno vodo za vodenje katastra. Potem za ureditev parka pri avtobusni postaji v Ormožu je bilo planiranih 54.000 evrov, po usklajevanji z lastnikom oziroma lastniki nepremičnin na avtobusni postaji in pa predvideno menjavo in pa odkup je potrebno zagotoviti dodatni 11.300 evrov. Upamo, da bo to končano v letošnjem letu, obstaja pa bojazen, da bo to potrebno prenesti v prihodnje leto, ker ti postopki menjav in pa parcelacij, ki je bila še trajajo. Potem pa se zagotavlja še sredstva za obnovo 2 ribnikov in sicer ribnika pri Veliki Nedelji 15.450 evrov, ker je tam pri izpustu potrebno ojačati oziroma utrditi jez, če ne bo prišlo do poškodovanja objektov, ki so pod tem ribnikom. Je pa zdaj trenutno ta ribnik pri Veliki Nedelji zaradi poškodovanja prazen in voda samo teče čez njega, ribe pa so bile premeščene v ribnik v Ormož. Potem za obnovo ribnika v Ormožu se zagotavlja sofinanciranje v višini 24.400 evrov in pa za odkupe zemljišč je bilo sicer v letošnjem letu predvidenih 284.000 evrov na po raznih proračunskih postavkah. Pri postavki odkupi zemljišč je bilo planiranih 145.000 evrov in po oceni glede na trenutno realizacijo in pa oceno do konca leta se ta postavka zmanjša za 55.000 evrov, tako da bi naj v letošnjem letu na tej postavki realizirali 90.000 evrov. Potem še imamo oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem. Tu je bilo predvidenih 12.200 evrov za nakup opreme za parke, to je predvsem klopi in pa koše. Te klopi so bile popravljene oziroma se še nekaj malega popravlja, tako da trenutno ne obstaja potreba po zamenjavi teh klopi. In pa pri krajevnih skupnostih je bila samo ena sprememba in sicer krajevne skupnosti Miklavž se je pri športnih objektih zagotovilo dodatnih 3.000 evrov za asfaltiranje oziroma prevlastitev parkirišča pri športnem igrišču v Miklavžu pri Ormožu. Zdaj, če pogledamo na celotno rekapitulacijo rebalansa, lahko vidimo, da se je proračun zmanjšal za 226.000 evrov, na odhodkovni strani pri prihodki pa se je povečal za 173.000 evrov. Konec leta pa planiramo ostanek sredstev v višini 400.000 evrov, kar pa predstavlja namenska sredstva iz naslova okoljskih dajatev za odlaganje odpadkov, katera bi naj bila prihodnje leto porabljena za nadgradnjo zbirnega centra Dobrava. Hvala lepa. Kot sem že prej povedal, so delovna telesa občinskega sveta obravnavala rebalans proračuna in kot prvega vabim besede predsednika odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja. Prosim, dr. Holmanič. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Odbor za premoženje, finance in gospodarsko vprašanje se je seznanil s predlogom odloka o spremembah odloka o proračunu občine Ormož za leto 2018 številka 2, s izjemnim strinjem predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Tak sklep je bil sprejet s 3 glasovi za in 1 proti. Hvala lepa. Hvala lepa. Vabim k besedi predsednika odbora za razvoj malega gospodarstva. Prosim, gospod Zdravko Hlevec. Hvala za besedo. S 3 glasovi za je bil sprejet sklep. Odbor za razvoj malega gospodarstva se je seznanil s predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Ormož za leto 2018, številka 2, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Še prosim za besedo predsednica odbora za družbene dejavnosti, gospod Slavica Raj. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlogom odloka o spremembah odloka o proračunu občine Ormož za leto 2018, številka 2, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 4 glasovi za. Hvala. Hvala lepa za poročilo delovnih teles. S tem zaključujem razpravo. Predno prehajamo na glasovanje. Sprašujem, če želi kdo besedo za obrazložitev glasu. Hvala za Monika besedo. Ivanovič. Jaz bom glasovala proti rebalansu proračuna in to iz istega razloga, kot sem že pri prvem rebalansu povedala. Menim, da so projekti ob predstavitvi oziroma ko se projekti začnejo slabo pripravljeni in nepravilno finančno ocenjeni. Nedopustno je, da nam v potrditev najprej predložijo nepopolne projekte, ki jih je potrebno neprestano dopolnjevati, kar seveda nosi tudi finančne posledice. Ne vem, če se vsi zavedamo, da 6 milijonov več zapravimo, kot pa imamo v bistvu prihodkov. In kljub večjim prihodkom zdaj v tem rebalansu zadolževanje ostane nespremenjeno. Hvala. Hvala. Še kakšna obrazložitev glasu? Da ne moram več na to odgovarjati, ampak na delovnem telesu je to bilo obširno obrazloženo. Koliko ni več želje po obrazložitvi glasu, prehajamo na glasovanje in sicer o predlogu sklepa. Na strani 37 občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o spremembo odloka o proračunu občine Ormož za leto 2018, ki vključuje posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021, ki sta priloga odloka o spremembo odloka o proračunu občine Ormož za leto 2018. Poprosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Zdaj pa lahko glasujete, kdo je za sklep, ki sem ga prečital. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 13 svetnic in svetnikov, 3 je proti, rebalans proračuna, drugi v letošnjem letu je tako sprejet. S tem smo končali točko 6 in prehajamo na točko 7. To je predlog odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Ormož, druga obravnava. Pa dajem besedo gospodu Boštjanu Najžarja. Prosim, če se prijavite. Lep pozdrav. Zakon o urejanju prostora, kot sem razložil že na prvi obravnavi, omogoča lokacijsko preveritev, s katero se omogoča hitrejše prilagajanje ter manjše individualno odstopanje od pogoja določenih v prostorsko-delovnih pogojih občinskem prostorskem načrtu. Od prve do druge obravnave se odlok ni spreminjal, tudi pripomb ni bilo, zato smo dali v drugo obravnavo popolnoma enakega. Hvala lepa. Se pravi, odlok ostaja takšen, kot je bil sprejet v prvi obravnavi. Delovno telo, ki bi naj odlok obravnavalo, ni bilo sklepčno, tako da poročila nimamo. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati, ker ni bil noben amandma vložen in smo v drugi obravnavi, razpravo zaključujem in prehajamo na institut obrazložitve glasu. Želi kdo obrazložiti glas? Torej, če samo malo spomnimo, v obrazložitvi je napisano, da naj bi po sprejemu tega odloka bilo možno manjše posege na področju gradenj, dogradenj in podobno opravljati brez spremembe občinskega prostorskega načrta z nekakšno obliko postopka, ki ga sedaj poznamo kot podrobni prostorski načrt. Se pravi, naj bi s tem olajšali postopke na področju gradenj, manjše posege. Ni želje po obrazložitvi glasu, kolikor ne, dajem potem predlog sklepa, ki ga imate napisano na strani
41 in se glasi: Občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za obrtno cono Ormož. Ja, se opravičujem. Na strani 39 občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Ormož na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Zdaj pa lahko glasujete. Kdo je za sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 16 svetnic in svetnikov, s tem je sklep sprejet. Končali smo s tem točko 7. Prehajamo na točko 8. To je predlog odloka o sprememba in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za obrtno cono Ormož. Druga obravnava. Za nam se je pridružil tudi gospod Boštjan Zorec iz Art Biroja, predvidevam za zvezi z naslednjo točko. Vas torej že tu pozdravljam, besedo pa dajem še enkrat Boštjanu Najžaru. Prosim, če ste že prijavljeni. Sem že prijavljen, ja. Zdaj, od prvega do drugega branja pri spremembi lokacijskega načrta za obrtno cono številka 5 ni bilo pripomb na predlagane ureditve. Od dopolnjenega osnutka pa do predloga se je spremenil samo prvi člen, v katerem smo navedli prej sprejeti odlok, ter potem drugi A člen smo dodali, to pa zaradi večje preglednosti pri grafičnih prikazih. Poleg tega pa predlagamo še amandma na predlog Direkcije Republike Slovenije za vode z natančno navedbo pravilnikov in uredb z področja odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih voda. Na osnovi tega so bila tudi pridobljena potem vsa pozitivna mnenja. To pa se je potem dodalo v 7. členu tega odloka. Direkcija Republike Slovenije za vode je z mnenjem zamujala za mesec in pol, potem pa so se eno spomnili, da bodo dali pozitivno mnenje, če to dopišemo, in smo potem tudi to zraven pripisali. Hvala lepa. Torej, na mizo ste dobili amandma, in sicer k 7. členu. Delovno telo ni obravnavalo, ne odloka, ne amandmaja. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati o amandmaju? Vkolikor ni želje, dajem najprej na glasovanje amandma številka 1, in sicer, da se k 7. členu odda novi odstavek, ki se glasi: projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, uradni list številka, in uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Prav tako je napisana uradna številka uradni listov Republike Slovenije. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinskih odpadnih voda. In potem še zadnji stavek: projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz pralne ploščadi avtopralnice mora biti usklajena z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravilo motornih vozil ter pralnic za motorna vozila. Za novogradnje avtopralnice, kjer se za opravljanje dejavnosti voda rabi kot pretežna sestavina, treba pridobiti še vodno pravico za rabo vode v skladu s 25. členom Zakona o vodah. Torej, jaz ta amandma podpiram. Če ni neke razprave, dajem potem amandma na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za predlagani amandma? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za amandma glasovalo 16 svetnic in svetnikov, nihče proti. Prehajamo sedaj na glasovanje o odloku v celoti. In sicer dajem na glasovanje sklep, ki je na strani 41. Občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za obrtno cono Ormož. Sklep je napisan na strani 41 z dodatkom skupaj z sprejetim amandmajem. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti.
Pa lahko glasujete, kdo je za sklep, ki sem ga prečital. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 16 svetnic in svetnikov, nihče proti. S tem smo končali točko 8 in prehajamo na točko 9. To je predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za obrtno cono Ormož, prvi obravnave. Prej sem že pozdravil Boštjana Zoreca, ki je to gradivo pripravljal in mikrofon imate vključen. Pa vam dajem besedo za obrazložitev. Izvolite. Ja, še naslednja sprememba lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož gre za območje podjetja Safilo. Spreminjajo se ureditve na treh zemljiščih 251/6, 249/2 in 251/8 kao Ormož. Grafični del ste dobili tudi kot dodatno gradivo in je dosegljivo na spletni strani. Gre vse za stavbna zemljišča v obrtni coni z podrobnejšo namensko rabo IG, torej gospodarske cone. Celotno območje ureja odlok o lokacijskem načrtu za obrtno cono, ki je bil večkrat spremenjen, vse skupaj pa spada v enoto urejanja prostora OR18. Ker so navedene ureditve nekoliko drugačne od predvidenih v lokacijskem načrtu, se je pristopilo k spremembi navedenega akta. In sicer postopek sedaj vodimo po zakonu o urejanju prostora, ker pa smo pričeli pred uveljavitvijo nove zakonodaje, je možno delati še po skrajšanem postopku, torej po zakonu o prostorskem načrtovanju. Zakaj gre? Na navedenem območju gre za spremembo treh objektov, namreč za umestitev plinske postaje, ter potem še dograditve dveh objektov za proizvodnjo plastičnih in kovinskih očal ali pa skladišča. Kot sem dejal, vse skupaj vodimo po skrajšanem postopku, kar pomeni, da so prepolovljeni roki za izdajo smernic, javno razgrnitev in izdajo mnenj. Ureditve glede infrastrukture se na tem območju ne spreminjajo, kajti ostajajo vsi obstoječi dovozi ter priklopi na obstoječo infrastrukturo. Prostorski akt je bil javno razgrnjen od 9. avgusta do 24. avgusta. V tem času je bila tudi opravljena javna razprava, ki pa se ni udeležil nihče. V času celotne javne razgrnitve pa pripomb na predlagane ureditve ni bilo. V redu, boste vi kaj dodali ali niste? Jaz mislim, da ste prišli za to, da boste podali obrazložitev. Če bo potrebno. Če bo potrebno. Odbor ni bil sklepčen, tako da ni obravnaval tega gradiva. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati v imenu svetniške skupine? Ne želi. V svojem imenu smo v prvi obravnavi. Tudi ni želje po razpravi, vkolikor ni želje po razpravi, potem razpravo zaključujem in dajem na glasovanje sklep. Občinski svet sprejme predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za obrtno cono Ormož. Lokacijski načrt obrtne cone, pomišljaj 7 Safilo, v prvi obravnavi skupaj s pripombami in predlogi razprave, ki pa jih ni bilo. Torej, prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Prosim, če glasujete, kdo je za sklep, ki sem ga prečital? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 18 svetnic in svetnikov, nihče proti, tako da je sklep v prvi obravnavi soglasno sprejet. A mi lahko preidemo na drugo obravnavo, ne? Ne, ker so to neki postopki, na katere je treba dobiti soglasje ministrstva oziroma določenih organov. Jaz se vam potem zahvaljujem, Boštjan Zorec, in lahko noč. Torej, s tem smo končali točko 9. Torej, glede na to, da te zadeve zelo hitro tečejo, pa da nas zunaj čaka kava, bi jaz predlagal, da naredimo 15 minut odmora, pa bi potem malo prezračili, pa po tistem nadaljevali. Če ni nihče proti, seveda.